En lep dober dan. Ja, je še dober dan, čeprav je že tema, čisto na koncu, čisto že tema. V četrtek nisem snimala videa, live-a in sem se danes odločila zaradi tega, ker sem še tako polna občutkov, polna nekih pozitivnih vibracij, da vam nekaj podelim glede organizacijske kulture. Zdaj, soboto pravijo, da ni dober dan za snemanje videov, še posebej kakih močnih tem, ampak moja danes ne bo močna, moja bo globoka, pa mogoče naj pride do tistih ljudi, ki je prav, da pride. Lahko, da ne bodo vseh tistih, ki pač je dobro, da slišijo. Govorila bom o organizacijski kulturi. Včeraj je Skaza imela novoletni zaključek, smo praznovali novoletni zaključek in se je tudi zraven mene usedel gospod, ki zdaj 1 leto in pol ali že 2 leti z nami sodeluje v našem podjetju. In kakšni so naši zaključki? Najprej naj povem, kakšni so zaključki, potem bom pa mogoče se dotaknila. Naše zaključki, pikniki pri nas potekajo tako, da vsi plešemo, vsi pojemo, vsi se povezujemo, ne glede na status, ali je nekdo iz proizvodne, ali je nekdo direktor ali vodja, vsi smo skupaj. Smo povezani, iskreni, se zabavamo, to pomeni resnično ne devamo nobenih nekih ovir ali pa pozicij in če je, smo vsi na plesišču. Ali smo vsi na plesišču ali pa tisti, ki kadijo, ker vsi kaditi in so en delček je zunaj, kadijo, drugi so pa na plesišču. In meni se tako zdi to samoumevno, oziroma se mi je zdelo, rečemo mogoče 2 do 3 leta nazaj, ker se mi je zdelo tako, da je to, vsako podjetje je prav, da ima to klimo odnosov, da se vzpostavijo odnosi, da se ne zavija z očmi, ko si pri sodelavcu, da znaš videti svojega sodelavca, da ga znaš sprejeti, da znaš ti biti odprt do drugih in ti sprejemati ljudi. Ampak, kakor vidim, sem danes, tako prav danes zjutraj sem se zjokala, ko sem se zbudila sem se ob 11. popoldne, kar pa mi ni bilo jutro, sem se zjokala in sem rekla, oh my god, kako sem srečna, da to ni samoumevno. To že z Igorjem gradima 20 let. 20 let, točno 20 let je, odkar sem prišla v Skazo, 2-3 se končuje, to pomeni, da napolnjujem 20 let v Skazi in ko gledam, in zato bom danes mogoče malce podelila, če bo mogoče komu interesantno, kako se gradi odnose, organizacijska kultura je grajenje odnosa in to je nič drugega ni kot to, kako lahko si to, kdor si, se zavedaš, da si sam kreator svojega življenja in da so priložnosti tiste, ki te peljejo do srečnega in uspešnega življenja. No, in zanimivo, ko sem prišla v teh 20 letih, organizacijske kulture ne more zgraditi v 1 letu, razen če je majhno podjetje, pa potem to delaš. Ampak to je nekaj, kar se gradi, kar se ustvarja. Sami veste, ko se zaljubite, je prve 2 leti vse krasno, čudovito. Po 2 letih se potem že malo začnemo malo bolj spoznavati. Po 5 letih je pa že čisto drugače, se že lahko oddaljimo, kar pomeni, da organizacijska kultura je nekaj, kar si dovoliš spoznavati sebe, rasti skozi druge, sprejemati sebe, ker ko sprejemaš sebe, sprejemaš tudi druge. In vse bolečine, ki grejo skozi tebe, se zavedaš, da so tudi te bolečine, ki ti bodo pomagale rasti in da te samo usmerjajo in da mogoče imaš podobne sodelavce, kot jih imaš, kot si sam, da lahko skupaj rešite te izzive. No, in mogoče bom podelila, kar se mi zdi smiselno. Ko sem prišla 2003. leta v podjetje Skaza, so imeli kuhnico. In sem gledala tisto kuhnico, ki je imela tako zaveso in se mi je zdelo, oh my god, pa ne moš imeti v eni firmi neko kuhnico, pa tako cozy, varianto domačnosti, pa tako. No, danes naj povem, da pri nas so vse povsod kuhnice, pisarne so zelo cozy, ko pridete, je udobno se počutite, to pomeni, da ste kot doma in to si želim pričarati, katerakoli stranka prije k meni, da je tako kot doma. Dobro, copati ne ponudim, zato ker to ni, ampak da se ima pa res lepo, da se počuti, da diši po domu, da vse karkoli, da jo spominja na dom, da se počuti udobno, sprejeto in tako naprej. No, kar od 2-3 nisem še tako takrat poznala, sem pa vsekakor želela graditi, da obstaja tim, tim je tisti, ki je dober, ki raste in tim je tisti, ki se razvija.
Kaj me je napeljalo na to, da sem posnela? Me je zdaj Igor vprašal, kje si, sem nekaj tale video še poznam in prijem domov. Včeraj se je usedel sodelavec, ki 2 leti, 1 leto in pol že zunanji sodelavec, ki dela z nami, je že v penziji in potem iz penzije se je odločil, da bo tudi zunanji pomagal, zato ker je še izredno intelektualen, odprt za nova znanja in mi je zelo všeč. In potem mi je rekel, ko je sedel zraven mene, če se sploh zavedam, kaj imam, da je obiskal noro veliko podjetij in da še nikjer ni videl tako odprtosti, toliko srčnosti, toliko grajenja teh odnosov, koliko je tega pri nas, da se nikjer še ni tako dobro počutil kot pri nas. In to čisto vsak reče, ampak tisti, ko rečejo začetno tako, ko nas vidijo, ko pridejo, oh my God, kako ste fajni, kako imate to odprto, kako ste povezani. No, in sem potem včeraj se tako ustavila in sem rekla, oh my God, za vsak odnos je potrebno vložiti nekaj za ta odnos. In tudi to, a vi mislite, da v 20 letih z Igorjem nisva šla čez preizkušnje? Marsikatero preizkušnjo sva imela. Tudi preizkušnjo, vendar nismo se bala govoriti o teh bolečinah, o teh preizkušnjah. Dovolila smo si izražati svojo bolečino, povedati, ker smo se zavedali, da imamo skupen cilj in da nama je skupno, da imamo družino, ker imamo skupno vrednoto, da raste skaza, kar pomeni, ni ljudi, ki ne grejo skozi razne, vi lahko rečete bolečine, izkušnje, probleme, izzive, ni jih, res jih ni. Zaradi tega, ker ko boste šli čez to, izziv, boste samo še bolj modri, boste bolj izkušeni. In danes rečemo, da napake niso napake, so izkušnje, ki so nas pripeljale do določene modrosti. In moj rezime tega pogovora bi bil, prosim, jaz včasih, kjer bi zdaj prepovedala, prosim, ne ustrašite se izziva, ki vam pride nasproti. Ali je to v službi, ali je to doma, ali je to pri prijateljih, ali je to pri starših. Ne bežati od izziva. Pojdite v ta izziv, sprejmite ga, zaradi tega, ker boste zaradi tega še dosti bolj nagrajeni. To je nek vaš blessing, nekaj, kar je. In sem prepričana, da vsi ljudje, ki zapuščajo podjetja, ki gredo nekam drugam, ne sprejmejo izziva. Če pogledam, če naredim rezime za vse tiste, ki me gledate, mojih sodelavcev, ki so odšli iz našega podjetja, redko kdo se je našel v katerem drugem podjetju. Zaradi tega, ker tako kulturo, ko je v skazi, jo je težko najti. Res jo je težko najti. Veste, kje je pa tu moj plus? Da prihajam iz skromne družine in da sem želela, da čisto vsak se počuti dobro. Drugo, kar je, da mi veliko pomeni oseba, ne samo rezultat. Vem pa, da podjetje gradijo rezultati. To pomeni, potrebujete na eni strani osebo, ki je zelo močna, ciljno usmerjena na rezultate, druga pa, ki pomeni, kakšna kultura se ustvarja z ljudmi. Tako da, isto tako, kot greste skozi osebno življenje čez izzive, v prijateljskem odnosu skozi izzive, greste v službi skozi izzive. In če sprejmete te izzive, vam obljubim, tako tlele sedim, lahko napišete, ne vem, kamorkoli me daste, da boste vsako leto bolj srečni in bolj uspešni. Zaradi tega, ker ne zdaj delati izzive na način, da rečete nekaj, kar je res totalno kontra vam. Zdaj dobite neki izziv, da se je zgodila neka reklamacija, odločite se pa jo sprejmite. Podjetje je izgubilo nekega kupca, odločite se in sprejmite in najdete drugega kupca, ki boste našli boljšega kupca. Odločite se za to, za podjetje, ko se vam nekaj zgodi, da nimate globine in da vas je strah, ker imate pač nek določen timing za to, pa odločite se pa to naredite. Seveda, da gre, vse gre, če se človek odloči in to naredi. Zato lepo prosim, ne delajte, ne bežite od svojih izzivov, ker bežite od sebe. Bežite, nočete se spoznati. In točno vem, kateri ljudje so pripravljeni iti čez izzive,
da pridejo do sebe. Jaz gledam, na primer, našo Aleksandro, našo kadrovico, pa to bo najboljša kadrovska direktorica ever. Vsi jo bojo hoteli imeti. Sprejme izzive, šla je skozi izzive in raste. In tako tudi določeni moji drugi sodelavci. Niko, Jure, Matej, my God, ko so šli skozi izzive in še vedno bodo šli, ampak vsakič so boljši. In ko mi nekdo reče, resnično, res to govorim, samo ayahuasca, samo skozi, ne morem mi oseba reči, kopam se tam, to sem naredil, ne vem, kaj vse sem. Ayahuasca je najbolj sveta medicina ever. Najbolj sveta medicina. Ona je prva mama, naša mama, ki nas čisti, da pridemo do čiste ljubezni. Oseba, ki se boji iti na obred ayahuasce, pomeni, nisem pripravljena na spremembe. Nisem pripravljena sprejeti svoje bolečine, pogledati noter v svoje bolečine in se poglobiti noter v to. Vsakič rečem eno te isto. Sem začela delati in rada delam na odnosu. My God, se veste, da če je človek skromen, pa hoče več, koliko je zafrustriran, koliko ima ran, noro veliko ran. Vem pa, da samo ti obredi so mi pomagali, da danes govorim pred vami to, kar mislim, da upam povedati svoje bolečine, da se pogovarjam z mojim možem o vsaki mojem izzivu, ne samo z možem, tudi z ostalimi. In da tudi, ko začutim osebo, ko ima bolečino, da je ne povežem s seboj, ampak da vem, da to je njena bolečina. Zato se dogaja, naprimer, pridejo na akademijo moje punce, začnejo na akademiji, pa se ustrašijo, ker morajo malo na sebi delati. Pa potem mogoče drugi letnik ne grejo, nekatere grejo, ostale, ene ne grejo. Potem se mi zgodi na coachingi, ko vidi oseba, da jaz pričakujem, da je trend in če trenda ni, reče, jaz rečem, če še nismo pripravljeni na to, še pač nismo pripravljeni, treba si čas, vzeti za to, ker ko investirate denar, investirate tudi v to, da delate spremembe. In če ne delate sprememb, vam pada lastna vrednost. Ko se odločite v službi, isto na tak način, da imate, da vas je nekaj stisnalo, kaj pa vem, ne vidijo me, gor dol, ne se ukvarjati, zakaj vas do drug ne vidi, ukvarjate se s tem, kako vi sebe vidite, kako vi pridete do sebe. In tako, ko želimo, da se gradi organizacijska kultura navzven, jo moramo najprej zgraditi v sebi. Organizacijsko kulturo gradimo pa tako, da gradimo najprej do sebe odnos in smo pošteni in iskreni do sebe, kaj hočemo in kaj nočemo. Tako da, leto 2 se končuje. December je vedno leto, ko je treba neke nove premike delati. Dajte delati premike ne navzven, delite jih navznotri. In ko boste jih delali navznotri, boste videli, kako boste avtomatsko vse cilje, ki si boste postavili, boste samo rasli in boste srečnejši in uspešnejši. Tako da en lep vikend vam želim in naj povem, da toliko sem hvaležna, ker ni nič samoumevno in je potrebno to tudi vedeti. In vsi tisti, ki boste želeli, boste lepo vabljeni, ko imamo dan odprtih vrat v Skazo, da spoznate Skazo, da spoznate to kulturo, ki jo jaz nekako, ena moja Nataška se je zdaj tudi javila, da spoznate kulturo, kako ljudje, jaz vsakmu lahko orodja dam, da pa človek naredi spremembo, jo mora pa sam pri sebi. In nihče drug mu pri tem ne bo pomagal, samo sam, ker smo sami kreatorji svojega življenja. En čudovit vikend vam želim.